Veseli me, da smo skupaj s sodelavci na Mestni občini Maribor z zavodom PIP in Prizmo ponovno zagnali proces obljubljenega participativnega proračuna. Tokrat seveda od besed k dejanjem, ki smo jih podkrepili z 500 000 evri v prihodnjih 2 letih. Svet razmišlja globalno, ustvarjamo ga pa skupaj lokalno. Tudi mi v Mariboru. Želim, da skupaj ustvarimo mesto, v katerem bomo radi živeli, delali in ustvarjali boljši svet. Draga Mariborčanka, dragi Mariborčan, potrebujemo prav tvoj predlog, da bomo skupaj lahko glasovali o njem. Participativni proračun je način neposrednega soodločanja občanov o porabi manjšega dela proračunskih sredstev. Je eno izmed pomembnih orodij pametnega upravljanja sodobnih mest. Z uvedbo participativnega proračuna želi Mestna občina Maribor pritegniti svoje občanke in občane k aktivnemu sodelovanju, povezovanju in ustvarjanju pogojev za boljšo kakovost bivanja v lokalnem okolju. Za participativni proračun skrbi delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki Mestne občine Maribor, zavoda PIP in fundacije Prizma. Skupina je skrbno preučila prakse izvajanja participativnega proračuna v svetu in v drugih slovenskih občinah. Na podlagi teh izkušenj je oblikovala model participativnega proračuna, ki je prilagojen potrebam mesta Maribor. Povzet je torej po načelih dobre mednarodne prakse oziroma po modelih, ki jih že uspešno izvajajo v Madridu, v New Yorku, v Parizu, pa tudi v 25 slovenskih občinah. Območje Mestne občine Maribor je razdeljeno na 11 mestnih četrti in 6 krajevnih skupnosti. Za bolj učinkovito izvajanje participativnega proračuna in za čim bolj enakomerno porazdelitev projektov je delovna skupina oblikovala 4 območja. V posamezna območja so vključene vse mestne četrti in vse krajevne skupnosti. 2 območji sta na levem in 2 na desnem bregu Drave. Vsakemu od 4 območij je za izvedbo izglasovanih projektov v okviru participativnega proračuna namenjen enak del sredstev, in sicer v višini 120 000 evrov na posamezno območje, kar pomeni 60 000 evrov za leto 2021 in 60 000 evrov za leto 2022. Postopek uvajanja participativnega proračuna predvideva izvedbo projektov v 3 fazah: zbiranje predlogov, glasovanje o predlogih, umestitev v proračun in izvedba. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko vsaka občanka oziroma občan s stalnim prebivališčem v Mariboru, ki je na dan oddaje predloga dopolnil 15 let. Zbiranje predlogov bo potekalo preko spletne strani www.mariborsodeluj.si. Predlog boste lahko oddali tudi na predpisanem obrazcu, po pošti ali osebno, in sicer na mestni četrti ali krajevni skupnosti, v projektnih pisarnah ali v sprejemni pisarni na Mestni občini Maribor. Na vseh naštetih lokacijah bodo na voljo tudi tiskani obrazci. Prva faza, predlagaj, bo potekala med 7. oktobrom in 10. novembrom letos. V tem času bomo občanke in občani lahko izoblikovali in oddali svoj predlog za izboljšanje kakovosti življenja v mestu. Kako oddati svoj predlog preko spletne aplikacije, boste izvedeli v nadaljevanju. Še pred pričetkom glasovanja bo strokovna komisija pregledala prispele predloge in preverila njihovo upravičenost. Ocenila bo tudi predviden strošek izvedbe posameznih projektnih predlogov in jih uvrstila na seznam za glasovanje. Člani komisije bodo neodvisni predstavniki zunanje strokovne javnosti in strokovni sodelavci mestne uprave. Komisija bo zadolžena samo za izbor, o projektih bomo glasovali občani. Druga faza, glasovanje o predlogih, bo potekala od 3. do 10. decembra 2020 do 24. ure. Z glasovanjem boste občanke in občani odločali med izbranimi predlogi. Seznam predlogov bo objavljen na spletni strani. Tudi glasuje lahko vsak s stalnim prebivališčem v Mariboru, star vsaj 15 let. Vsak občan lahko glasuje samo enkrat, izbere pa lahko projekte v skupni vrednosti 40 000 evrov v poljubno izbranem območju. Več o tem boste izvedeli v nadaljevanju. Tretja faza je namenjena umestitvi projektov v občinski proračun in njihovi izvedbi.
Kot rezultat glasovanja bo nastal seznam izglasovanih projektov, ki bodo predani strokovnim službam, odgovornim za izvedbo. Za vsak izglasovan projekt bo glede na vsebino določen tudi skrbnik projekta. Ta bo v času izvajanja do zaključka sodeloval s predlagateljem. Skrbnik bo informacijo o stanju izvajanja projekta ažurno vnašal na spletno stran www.mariborsodeluj.si. V nadaljevanju vam predstavljamo primer prakse. Participativni proračun že uspešno izvajajo v mestni občini Koper. Eden izmed predlogov, ki je bil izglasovan leta 2019, je razveselil mladino v kraju Dol. Gre za izjemno majhno vasico v koprski občini z le nekaj več kot 100 prebivalci. S pomočjo sredstev participativnega proračuna so sejno sobo v gasilskem domu opremili s stoli, ozvočenjem, projektorjem in zanimivimi vsebinami za mlade. Zanimivo je, da je vas Dol v lanskem participativnem proračunu izglasovala skoraj da največ projektov v mestni občini Koper, kajti celotna vas se je angažirala in večina projektov, ki so bili izglasovani, je dobila več glasov, kot je prebivalcev v vasi Dol. Kajti prebivalci so se tako angažirali, da so poklicali tudi vse sorodnike v občini Koper in jih prepričali, da glasujejo za njihove projekte. Tako da omejitev pri temu ni in v bistvu zanimivo je, da projekt lahko zbliža celotno skupnost. Vabimo vas torej, da sodelujete pri razdelitvi dela proračuna mestne občine Maribor in s tem izboljšate kakovost bivanja v svojem mestu. V času oddajanja predlogov in glasovanja bosta občankam in občanom na voljo 2 projektni pisarni, na zavodu PIP in na sedežu fundacije Prizma. Občanom, ki niso vešči uporabe računalnika, bodo v pisarnah nudili pomoč pri oddajanju predlogov in pri glasovanju preko spletne aplikacije. Vsa vprašanja lahko naslovite tudi na mestne četrti in krajevne skupnosti v času njihovih uradnih ur. Predlagaj, glasuj in spremljaj.